Tokrat je na vrsti džukelica. Obnašaj se za Boga. Tokrat imam nalogo za Nissan Juke. Džukelico. A se spomnite prvega Nissana Juke? Svojo res nenavadno obliko se je tako izstrelil med zanimive avtomobile in zato ga še danes na cesti hitro opazite. No, poseben je bil tudi zato, ker je bil edini v segmentu, tale tokrat ima pa en kup tekmecev. Ampak tudi ta v sebi skriva veliko adutov. Za začetek z obliko. Ok, mogoče ni tako poseben, kot je bil prvi, ampak tudi v tem si ne predstavljam starejšega para. Bolj kakšnega mladega navihanca ali pa kakšno fletno punco. Pač tole je bolj avtomobil za mlade. Starejši imajo raje umirjene linije, mi je pa všeč, da imamo tudi avtomobile za bolj drzne. Saj na življenje že tako dosti tepe, zakaj bi morali vsi voziti sive Passate. Tale rdeča streha res fino razbremeni vse skupaj. Namesto te glavne črne bi jaz sicer izbral še to bolj atraktivno. Recimo, poglejte tega. Eno stvar pogrešam znotraj mi je bila pri prejšnjem ful všeč. Tule na sredini si lahko spreminjal izgled gumbov in potem so imeli popolnoma različne funkcije. Eden za nastavljanje voznih programov in drugi za nastavljanje prezračevanja. Dve popolnoma različni funkciji na istem delu armaturne plošče. Res dobra fora. No, ta tega nima več, je pa vseeno znotraj ostal precej razgiban in v bistvu precej samosvoj. Danes so bolj resni časi, zato mora biti tudi bolj praktičen in to, evo, recimo, tlele fajn odlagališče za masko, če kdo preveč kašlja. Pri materialih vedno težimo, če so kje trdi in tukaj je veliko trde plastike, ampak je strateško postavljena oziroma strateško so postavljeni mehki deli. Recimo tukaj in tukaj je lepo oblazinjeno, ker roki dostikrat počivata gor. Oblazinjen je tale del, kamor se naslanja koleno, mehka je plastika tule zgoraj, da se potem po noči ne sveti. Če je pa tule trdo, mi je pa čisto vseeno, ker si v avtu ne pilim nohtov. In prtljažnik, ja, prvi so imeli res majhne, tale sedaj je pa povsem spodoben, ker mu tako majhnega enostavno ne bi več oprostili, kot smo 9 let nazaj prvemu. Je pa tale Juke poseben še zaradi ene zadeve, zaradi sistema ProPilot. Vem, sliši se hudo zapleteno in odlično deluje. Ko se takole vozite po avtocesti, lahko vključite radarski tempomat in avto sam vzdržuje varnostno razdaljo. Vem, nič novega. Ampak ko ta tempomat zazna še črte na obeh straneh vašega pasu, lahko tudi sam zavija in drži smer. In to počne v bistvu precej dobro, kakšnih 8 sekund lepo sam zavija, potem pa začne opozarjati. Evo, lepo drži, se ne odbija med pasovi, kot to počnejo nekateri drugi. Evo, že teži, vsak čas bo začel tudi piskati. Evo, ok. Samodejno zavijanje lahko tudi izključite, če vas moti, je pa super za tiste, ki ne obvladate smernikov. Evo, takole, brez uporabe smernika je prav težko zamenjati pas, ker avto hoče kar potegniti nazaj. Evo, še opozarja zraven. Ok, tole seveda ni za lenarjenje, je pa eno dodatno budno oko, ki skrbi za ustrezno varnostno razdaljo, za ohranjanje voznega pasu, pa še res dobro deluje. In avto lahko popolnoma ustavi, če je treba, seveda pa je to na voljo samo s takšnim samodejnim menjalnikom. Pri ročnem ne gre. Če volana po začetnem opozarjanju ne primete, začne sistem opozarjati vedno bolj in vedno bolj agresivno, vedno bolj glasno. Vmes enkrat oziroma dvakrat tudi zavre za delček sekunde, samo zato, da bi vas prebudil. No in če še to ne pomaga, potem začne zavirati sam. Precej nežno, da ne bi prišlo do naleta. Evo, cukamo drugič. Tukaj mi piše Emergency Stop Activated, se pravi, avto se bo začel ustavljati, pa mu ne bom dovolil, ampak bi se stavil precej varno. Če recimo zaspite in ste gluhi, če vam nenadoma postane slabo, lahko pride do infarkta, saj veste, marsikaj groznega se lahko zgodi in vas bo v tem primeru ustavil. Juke je v prvi generaciji prepričal kar 1,5 milijona kupcev, pri nas 6150, zato jih še danes veliko vidite na cestah. Pa mogoče še ena zanimivost. Tale novi ima samo en motor, litrski turbotrivaljnik, bencinski jasno. Ponudi 86 kW moči, to je 117 konjičkov in 200 Nm navora, če ga boste fino pritisnili. Je dovolj? V bistvu je, če niste posebej zahtevni, se čisto spodobno premika, še vedno je zelo okreten in v bistvu dovolj prijeten za vožnjo. Evo, če ima avto navihano ime, Juke, mora biti navihana tudi oblika.